Pride februar, mesec zaljubljenih, vi pa sami in predvsem osamljeni. Ja, v tokratni rubriki Kaj narediti, ko bova z Anito Obradović govorili o tem, kaj narediti, ko se počutimo osamljene. Anita, lepo pozdravljena. Zdravo. Torej, je razlika, a si ti sam, ne? Ali pa si osamljen, ker zdaj eni pravijo, da zelo uživajo, ko so sami, ne verjamem pa, da kdo uživa ravno, ko je osamljen. Kaj misliš? Ja, jaz mislim, da je to kar velika razlika, če smo sami ali pa osamljeni. Jaz, na primer, sem ena od teh, ki zna, da uživa, ko je sama. In to za mene definitivno ne pomeni osamljenosti, ampak dejansko uživam in mi je lepo. Ko si pa osamljen, to je pa nekaj čist drugega. Ja. No, in tudi Valentinovo, ne, je en tak, se nam zdi praznik ljubezni, ki ponavadi takrat pokažemo, kako radi imamo druge. Ne. Bistvo pa je, da bi verjetno morali pa vseeno, ne, Anita, imeti najprej radi sebe. Ja, definitivno. Vse izhaja iz nas. Veš, kak jaz vedno rečem? Jaz vedno rečem, če pač nimaš 5 evrov, jih ne moreš nobenemu dati. Enako je z ljubeznijo. Jaz verjamem, da je pomembno, da najprej sami v sebi poiščemo ljubezen, da vzljubimo sebe, da se zares naučimo imeti radi in šele potem lahko to ljubezen z nekom delimo. Se pravi, da ne gre se toliko za to, da iščemo nekoga, da bo zapolnil našo praznino, ampak da dejansko, ko mi že čutimo v sebi, da imamo ljubezen, da imamo veliko ljubezni, smo potem pripravljeni, da jo z nekom delimo. Zdaj, ljudje ne skozi leta, izkušenj, lekcij in tako naprej, nam vseeno ostanejo v mislih, v duši, v telesu, ne, brazgotine, rane, travme, torej verjetno moramo pravzaprav začeti delati na sebi, pucati, čistiti, torej predelovati stvari, da potem lahko smo odprti in predvsem nekako očiščeni, ne, za neko razmerje in da lahko damo dejansko največ. Seveda, jaz nekako mislim, da se vse začne s tem, da določene stvari ozavestimo in potem, ko ozavestimo, lahko počistimo in ko počistimo vse to, ko se osvobodimo vseh teh starih ran, travm, vsega, česar več ne rabimo, potem lahko delamo na sprejemanju, že prej delamo na sprejemanju, dejansko na sprejemanju delamo ves čas. Potem pa še toliko bolj delamo na sprejemanju sebe in na tem, da zares iščemo ljubezen v sebi in da smo vse bolj na tej vibraciji ljubezni. No, zdaj si v bistvu na nek način že povedala recept, ne, kako pravzaprav začnemo imeti radi sami sebe, ne, ampak na kakšen način se pa potem to kaže, ne, kakšni so lahko v bistvu te prvi rezultati, da rečemo, v dobri smeri smo, torej na pravi poti smo, ne? Kako v bistvu začnemo prepoznavati te znake, da pa v bistvu se odvija vse v pravo smer? Vsem bi jaz rekla. Aha, ok. Ker pač meni se zdi, ko se enkrat imamo radi, da je takrat vse drugače. Takrat nobena stvar ni več čista. Naprimer, že če pogledamo čisto enostavno vsakodnevne stvari. Način, na katerega zjutraj operemo zobe, je drugačen, če se imamo radi, ali pa če to naredimo sem, ker pač moramo, ker je treba, ker je to navada. Način, na kateri pripravljamo hrano, na kateri kuhamo, kako si hrano serviramo, kako jemo. Vse to je drugače, če mi imamo radi sebe, če mi delamo to iz ene ljubezni, da bomo v bistvu še bolj okrepili svoje telo, svoje zdravje, sebe na vseh nivojih, ali pa če nekaj mimogrede pojemo, pač to, da glih nismo lačni, ne. Tako da, ali pa ne vem, nega las, nega obraza, odnosi, postavljanje mej. Jaz mislim, da je tako dejansko vse v življenju drugače, če se imaš rad ali pa če se nimaš rad. Definitivno. Zdaj bi pa te prosila še, ti vem, da imaš ogromno enih hackov, priporočil, idej in tako naprej. Zdaj, če se začnemo torej sami sebe v bistvu raziskovati, ne, eno vajo imaš, ogledalo, gledanje sebe, v bistvu, kaj se takrat dogaja, kako mi pa stopimo sami k sebi, ko se gledamo v ogledalo, me zelo zanima, kaj boš povedala. Ja, sicer bi tako več stvari bi priporočala. Prva je, da vzamemo dnevnik ali pa en list papirja in da zapišemo, kaj vse pri sebi že imamo radi, kaj nam je všeč. In to je en način in potem v bistvu mi, ko to ozavestimo, dejansko sej tako je pač, mi vsi imamo, seveda, mi vsi smo vredni ljubezni že samo zato, ker pač smo tukaj, kjer smo. Ampak naš pa vseeno vedno išče kakšne razloge, zakaj ja, zakaj ne. Zato je super, na primer, napisati ta seznam, da zadovoljimo naš da on vidi, ok, sej tukaj je ful stvari, katere že imaš rada, ok, res se imaš lahko rada, na to si lahko ponosna, to ti je všeč pri sebi, ne vem, všeč ti ta del telesa. To je en seznam, se pravi, napišemo, kaj nam je že všeč pri nas, torej dejansko to so fizične stvari, ne samo lastnosti, karakterne. Lastnosti, fizične stvari, način, na kateri nekaj delamo, navade, karkoli se spomnimo. Sploh ni pomembno.
Potem druga stvar, ki jo priporočam, pa je ozaveščanje, tako kot smo že omenili, travam in vsega tega, kar nam mogoče ni všeč, vsa ena bolečina, katero smo že preživeli in tudi v bistvu, ne vem, vsak od nas ima kakšen del telesa, ki mu je malo manj všeč ali pa ki mu ni všeč ali pa ki ga celo moti ali pa ga ne mara. In v bistvu, da zapišemo vse te stvari, da spet ozavestimo. In potem gremo pa lahko v čiščenje, v sprejemanje, ker, se veš, to je pravi način. Ne samo to, da damo stvari pod tepih, ki ga bo enkrat itak dvigalno, ampak je bolj, da mi to že malo prej ozavestimo, pa spucamo in potem dejansko gremo v sprejemanje in to je pa itak vse pot do večje ljubezni sebe. Tako da tudi vaja z ogledalom, ja, to sem še hotela povedati, je pa v bistvu tako, jaz bi priporočala, da si zares vzamemo vsak dan nekaj časa. Na začetku bo to nekomu, ki ni navajen, precej neprijetno, verjetno. Ja. Malo čuden in neprijetno. Malo gledal pa si mislil, kaj pa zdaj, ne? Ja. In takrat zaključimo kar malo prej. Zdaj ni treba, da smo ne vem koliko dolgo. Ne damo štoparce, a ne? Ja, neprijetnem občutku, ampak smo, kolikor zdržimo, da nam res ni preveč neprijetno pa čudno. In gledamo, super je, da gledamo celo svoje telo, da res pogledamo vsak del svojega telesa. Ampak če na začetku to ne zmoremo, nič hudega. Gremo pač počasi, pa začnemo, ne vem, z obrazom ali pa z rokom, pač karkoli in gremo potem počasi. In res je pomembno, da sprejmemo vsak del svojega telesa. Tudi vse te neke stare stvari, ki si jih že ti omenila, pa odnosi, dejansko na vseh nivojih puščajo brazgotine, tako imenovane. In tukaj nam je pa naprimer lahko Joni jajček v izjemno pomoč. Kako pa? On nam pa še bolj pomaga, da se vse to čisti, da še lažje sebe sprejmemo. Tako na eni energijski ravni nas lahko podpre. Wow. Kaj pa v bistvu, recimo, kar se tiče, ne vem, prej si omenila, recimo, negovanje sebe, ne? V bistvu s tem tudi pokažemo, koliko enega truda vložimo sami vase. To je pa tudi izjemno pomembno, ne? Seveda, ja. Sploh v tem času, ko se mi zdi, da tako vse šiba, torej si moramo res vzeti čas zase in predvsem takrat ne misliti na to, ne, da smo egotipa, pa sam nase mislimo, mi moramo nase misliti, je tako? Točno to in jaz bi še tako rekla, da ni dovolj, da samo vzamemo čas zase in naprimer, zdaj smo si vzeli čas zase, pa bom, ne vem, to pa to si naredila neko nego, vmes pa razmišljamo v 1001 stvari, katero imamo za narediti ali pa čemorkoli drugem. Ker hočemo izkoristiti čas. Ni to to, ne? Ja, hočemo izkoristiti čas. Ne, ni to to. Pomembno je, da smo pač zavestno pri tem. Če zdaj pač smo si vzeli čas, da si negujemo svoj obraz, svoje lase, karkoli, da to res delamo zavestno, s pozornostjo, da prisluhnemo svojemu telesu, da se povežemo s svojim telesom. Spravi, da smo tukaj in zdaj tudi v mislih. Ne samo fizično, pa nekaj delamo, v mislih pa tako en teden naprej. Ne? No, in ko boste seveda fizično se pripravljali na to, ne pozabite seveda stopiti in poskukati tudi na našo spletno stran klepetobkavi.si. Tam smo namreč pripravili tudi ogromen spisek vseh tistih stvari, ki jih priporočamo, torej pri samem čiščenju, torej od našega ekozelenja, pa formule za razstrupljanje črevesja in jeter, pa mikrobiom. Našli boste tudi ogromno negovalnih stvari, ne, od kremic in tako naprej, tako da res vabljeni, da pogledate. Vzemite si čas zase, ker vse se začne pri nas.